Zdaj je pa čas, da sestavimo optimalen izdih. Izdih je tisti, ki naredi zvok. Izdih je tisti, ki naredi naš glas, brez njega našega glasu ne bi bilo. Optimalen vdih smo rekli, da je sproščena spodnja čeljust, rebra grejo vstran, prepona gre navzdol in trebuh gre malce ven. No, optimalen izdih je pa ravno nasprotno. Rebra grejo iz tega položaja nazaj počasi navzdol, trebuh gre počasi nazaj notri in medtem se prepona sprošča in dviguje in s tem pritiska na pljuča od spodaj in poteče izdih. Torej vdih, izdih. Lahko kar nakažete z rokami. Vdih, to je prepona, a ne? To so rebra, vdih. Medtem gre trebuh ven, smo rekli, in izdih. Pri petju je pa še ena posebnost pri tem izdihu, in sicer kaj se zgodi med petjem in med govorom. Glasilki se odpirata in zapirata z hitrostjo, z veliko hitrostjo, a ne? Smo rekli, da tudi 600-krat, pa tudi 1000-krat ste lahko v eni sekundi skupaj in narazen. To pomeni, da ta pot, ta naš sapnik in grlo nista odprta, ne, kot med samim dihanjem, ampak da sta skoraj zaprta. To pomeni, da se tukaj spodaj nabere lahko veliko zraka, zato bomo poskrbeli, da je naš izdih med govorom in pa med petjem čim bolj enakomeren in čim manjši. Torej, pazili bomo, da naša rebra ne grejo in trebuh noter, a ne, ker to zelo pritisne na glasilke od spodaj, ampak bomo poskrbeli, da je ta izdih čim bolj enakomeren. Čim bolj enakomeren in čim manjši. Torej, ko vadite to vajo, da ni ampak in s tem poskrbim, da zares malo zraka pride do glasilk in ustvari zvok.